tem mandatu imate svojevrsten primer v parlamentarizmu, ki mu ni para, da opozicija po tistem, ko opozicija začne z neko aktivnostjo, s svojo močjo, svojo aroganco, svojo silo, ustanovi preiskovalno komisijo in preiskuje vse kaj drugega kot tisto, kar je bilo zahtevno. In ker očitno se ta praksa nadaljuje, je mogoče od njih pričakovati vse, samo trdim, da bi bilo to protiustavno, protidemokratično, če oni zavrnejo ali pa ne želijo sodelovati na način pogojevanja, izsiljevanja in podobno. To ni praksa v demokratičnih državah in jaz sem rekel, mi, ko bomo predlog dobili, se bomo pogovorili, bomo videli, kaj zares hočejo, kaj pričakujejo in če bo to sledilo logiki, ki smo jo mi v zahtevi za preiskavo tega konkretnega primera dali, potem se najbrž lahko tudi dogovorimo. Ukoliko bo pa šlo za izključevanje, za izsiljevanje in za ponovitev primera, ki smo ga že v tem mandatu slišali, videli in smo mu priča tudi sedaj, ko se razvrednujejo stvari, ki so elementarno predmet za parlamentarni pogovor, preiskavo strani ali pač nadzor strani opozicije, da oni preprosto nekatere stvari, govorimo o zahtevi za parlamentarno preiskavo kot Mercatorja, pa še drugi stvari tudi poznamo.